Mačke se množijo in tale napada nemški business class. Zakaj mi je to všeč? Ker vem, da ima Jaguar fejst avtomobile in ker imam poleg nemške zadržanosti še bolj rad tisti pravi temperament. XF po imenu ni nov model, že predhodnik nas je z marsičim navdušil, čeprav so se nekateri zmrdovali, da je samo preoblečen stari S-Type. No, pri tem ni dvoma. Avto je čisto nov in uporabili so veliko aluminija, sami pa veste, kaj pomeni, če je avto lahek. Tako je, užitek. Tudi skoraj 5 metrov dolga limuzina se lahko res fino pelje, če ni pretežka in če se ne špara pri vzmetenju. Na cestah z zaprtimi ovinki se sicer čuti, da je velik, čeprav v rokah deluje vseeno lahkotno, veliko bolje pa se obnese na hitro odpeljanih dolgih ovinkih, ker medosna razdalja meri samo 4 cm manj kot 3 metre. XF zato zelo trmasto vztraja v svoji začrtani smeri in to je dobro. Kljub temu, da hvalim vozne lastnosti, pa se nič slabše ne odreže pri udobju, ker vzmetenje vseeno dobro požira luknje in gospodsko skrbi za uglajeno vožnjo razvajene aristokracije. Dobro, tale Jaguar je predvsem za poslovneže. Čeprav me motor ne prepriča preveč. Vem, da bi bil 3-litrski turbodizel s 300 konji bistveno boljša izbira, seveda pa je z 2-litrskim štirivaljnikom skoraj 20 tisočakov cenejši, zato bo bistveno bolj pogosta izbira. Sej, glede zmogljivosti nimam pripomb. Je čisto dovolj močan za spodobno hitro vožnjo, tudi poraba je med 7 in 8 litrov, če boste pridni tudi pod 7, manjka pa uglajenosti in prefinjenosti, ki si jo takšen avtomobil zasluži. Če bi vsaj malo manj repotal in tresljaje prenašal v kabino, pa bi že bilo bolje, čeprav ga na avtocesti ne boste več slišali. Pri menjalniku pa nimam kaj dosti za povedati. 8 prestav ima in lepo prestavlja, mogoče 2-krat, 3-krat malo bolj cuknim kot kakšen konkurent, ima pa res lepo ročico, gumb, ki se dvigne ob zagonu motorja. Da gre le za poslovno limuzino, boste čutili tudi na sedežih, ki nimajo veliko bočnega oprijema, da vanje zleze kakšen, ki poje malo večje zrezke od mene. Volanski obroč bi pa vseeno lahko bil malo debelejši, sploh v tem delu, kjer bi lahko počivala pavca. Prostora je sicer dovolj, ne pa zelo veliko, ker je streha razmeroma nizka in boki visoki, pa je v kabini takšen fin Jaguar je občutek rahle utesnjenosti. To mi je res všeč. Tudi havbo se med vožnjo super vidi, tako kot mora biti. Prtljažnik je bistveno bolj uporaben, kot so bili pri Jaguarjih nekoč, tudi prostora ni malo, če upoštevate, da je tole limuzina z zadnjim pogonom. In če zunaj izgleda zelo markantno, bi si želel še nekaj več posebnosti znotraj. Sploh me je razočarala tale plastika s poceni imitacijo karbona, tako da si raje omislite drugo, ko boste dajali kljukice pri notranji opremi. Sem pa zadovoljen s temi prostorčki za odlaganje in s preglednim zaslonom, ki prepozna marsikatero kretnjo in je na dotik občutljiv za razliko od nemške konkurence. Ja, dvomim, da boste z Audijem, BMW-jem ali Mercedesom za 50 jurjev oziroma 69, kolikor stane točno takšen, naredili tako poseben vtis. Če vas ne motijo malenkosti, ki sem jih naštel, vas bom tudi sam z globokim spoštovanjem pogledal, ko se boste peljali mimo mene. Ja, tudi to je Jaguar. Spoštovanje.